Gluhi šahisti so se v soboto, 15. februarja, v prostorih gostilne Štefan v bližini Novega mesta pomerili na državnem prvenstvu, ki ga je organiziralo Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Dogodek je privabil 6 ekip in 16 posameznikov, ki so se pomerili v napetem in prijateljskem vzdušju. Na začetku je na šahovski mizi sodelovalo 6 ekip, vsaka sestavljena iz 4 šahistov in enega rezervnega igralca. Igralni čas posameznega igralca je bil omejen na 10 minut, skupno pa so odigrali 5 krogov. Na današnjem državnem prvenstvu gluhih v Novem mestu smo dopoldne igrali ekipni del tekmovanja. Naše društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je osvojilo po zelo naporni bitki 3. mesto. Skupaj z mestnim društvom gluhih Ljubljana smo imeli enako število točk. Na koncu je imela srečno roko mestno društvo, ki je osvojilo 2. mesto. Vseeno naše društvo, zelo smo ponosni, smo osvojili 3. mesto in to je za nas dobra spodbuda, da bomo še naprej dobro igrali. Rad bi se zahvalil vsem tekmovalcem naše ekipe, vsi so borbeno igrali, vidim, da je bilo naporno, miselno, potrudili smo se po svojih najboljših močeh, tako da res čestitke vsem. Za to tekmovanje smo se pripravljali celo leto, trenirali v upanju, da bomo spet prvi kot že nekaj let pozneje. Ja. In to nam je danes uspelo. Konkurenca je zelo velika, vsako leto vidimo, da je močnejša. Vsi so se dobro pripravili, ampak uspelo nam je. Veliko nam pomeni, da ponesemo glas našega društva gluhi in naglušni Pomurja v Slovenijo. Po napetih ekipnih igrah in zasluženem odmoru je prišel trenutek, ki je presenetil vse. Vrhunec tekmovanja v posamični konkurenci. Tekmovalci so se pomerili v 7 krogih. Na koncu je v posamični konkurenci 3-krat zapored zmagal mladinski gluhi svetovni prvak, še ne 16-letni Bruno, ki je ves čas igral mirno in zbrano. Na presenečenje je 2. mesto osvojil novinec Pavel, ki se je rodil isto leto kot Bruno. Je danes bil kar poseben dan, ko sem v bistvu imel sem vse točke od vseh. Mogel sem se res malo potruditi, nisem najboljši igral, kot sem vedno doslej, ampak vseeno mi je uspelo vse zmaga. Zdaj sem že 3-krat bil državni prvak, bila je kar dobra partija, naučil sem se tudi nekaj iz nje. Izjemno sem zadovoljen. Jaz sem od Bruna to pričakoval. Posebej sem zadovoljen sa nastopom Pavela in Andreja, celo Andreja, ko je pokazal, da ipak sodi v to užjo skupino za nastop na Evropsko prvenstvo. Ekipa gluhih šahistov se pripravlja na ekipno Evropsko prvenstvo gluhih, ki bo od 5. do 13. aprila v hrvaškem Trogirju. Mladi igralci, kot sta Bruno in Pavel, pa tudi izkušeni Andrej, bodo ponovno v ospredju.
Trener Hilmija Ahmatović pa je optimističen glede prihodnosti in pripravljenosti ekipe. Imel načrt, što se postavilo, da sem imel prav, kot neko, ko se spozna na šah, da so ta dva mlada fanta v spredi, Bruno pa Pavel, da Andrej sa svojimi izkušnjama in neki znanja, ko smo letos še malo delali, na svetovno prvenstvo v Beogradu smo imeli cajt, da je tudi pokazal, da sodi notar. Pričakoval sem in se ustvarilo, da bo Kolar med 4 prva, što je i je, in smo dobili gospoda Perkovića kot 5. igralca, kateri bi šel na Evropsko prvenstvo. Za vsak slučaj imam še enega mlajšega igralca, v primeru, da neko odpove, točno se ne morem spomniti, imam zapisano, fant je tle iz Trebnja, človek dela na računalništvu, izjemno inteligentan in mislim, da se s njim da narediti v perspektivi v bodoče enega solidna igralca. S gospodom sekretarjem gospodom Petričem imeli pogovor in smo se oba strinjala, da na tom prvenstvu predvsem grejo mladi zaradi bodočnosti šaha gluhih in glušnih. V naslednja leta nas pričakuje Evropska svetovna tudi olimpijada in mislim, da smo na pravi poti, da do takrat pridemo s eno ekipo, katera ima perspektivo in bodočnost. Glede da v tej ekipi ta dva mlada fanta, oba so v šoli zelo uspešna in to je budućnost kako klubov, tako društva in mislim, da je to ono, za kaj svi stremimo. Pričakujem, da bomo se odrezali dobro, se bomo borili, pač cilj je začrtan dolgoročno in mislim, da smo na pravi poti, ne bomo prišli razočarani. Dogodek je znova poudaril pomen povezovanja društev oseb z izgubo sluha ter spodbujanja aktivnega načina življenja in družabnosti v tej skupnosti. Ob tem želimo ekipi uspešne priprave na ekipno evropsko prvenstvo v šahu v Trogirju. Naslednje državno tekmovanje bo v soboto 15. marca v bowlingu, posamično in dvojice, ki ga bo v bowling klubu 300 v Ljubljani organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana.